Brez Tjaše Drnovškove bi ne bilo najbrž že niti prve, ne še manj druge zbirke. Res sem lahko nadvse vesel in zadovoljen, da se je našla oseba, ki je v moji poeziji uzrla nekaj več in ji pomagala utreti pot do ljudi tudi v obliki knjige oziroma zbirke. Ki se je zdelo, da je moje pesništvo vendarle dovolj dobro, dovolj posebno, da bi ga veljalo podpreti, saj je pesniku pogosto tuje marsikaj, kar je večini tako zelo vsakdanje. Pogosto se niti sam ne znajdem v najbolj banalnih vsakdanjostih. In izdaja knjige ima svojo dobro trasirano pot, ker so malenkosti v procesu nadvse pomembne. Dovoli, Tjaša, da te poprosim za nekaj besed. In aplavz seveda tebi. Kako jaz ocenjujem njegovo pesem? No, zelo nestrokovno bom to povedala. Vsebina njegovih pesmi je zame kot ena odprta knjiga, ker že sam Martin je v bistvu odprta knjiga. On vse, kar misli, čuti, sluti, zapiše na papir. In to naredi iskreno, direktno, brezkompromisno, ne nikoli žaljivo in razumljivo. Ker je pa sicer kot človek nekak zagovornik dosti visokih moralno-etičnih načel in ker to zna zapisati v obliki poezije na najbolj žlahten način, ki mu ga nudi slovenski knjižni jezik, pa v bistvu bralci ne moramo ostati potem ravnodušni. Jaz mislim, če se mi z določeno vsebino lahko poistovetimo oziroma da se najdemo v tej vsebini, potem je namen dosežen. In jaz mislim, da je čar v tem poezije, čar poezije ravno v tem. Dovoli, da ti tole predam in se ti res iskreno zahvalim, Tjaša. Thanks, res. Ok, zdaj mora biti pa še neka posebna pesem. Čakajoč na Godoja. Čakajoč na Godoja novodobnih dni puščam za sabo močne odtise sledi. Se prevprašujem le, kje ti si, s kom si? V priprošnji Bogu zate moje srce ječi, povsod osuščene solze, znak nemoči. Ponesi me v sanjah v ljubavni vsemir, naj končno ukrotim ta ljubavni nemir. Odletiva nekam tja na rob vesolja, saj dovolj mi je tudi lastnega svetobolja. Ranjen sem, kaj se lomim v globini duše, za menoj ostajajo zgolj 10-letne suše, od davnega ožgane so prej zelene ruše, že dolgo nikjer ni ene same platne luže.